No, pa gremo naprej. Če me bo Facebook pustil, mi je napisal, da se moram prijaviti, pa ne vem zakaj. Skratka, vaja za prižaljc vam omogoča, da se vsake trenutku napolnite z energijo. Torej, če se vam zdi, da vam kadarkoli primanjkuje energije, je tista vaja za prižaljc tisto, kar zaženete in naenkrat se vam zdi, kot da imate spet dovolj energije in kombinacija MTVSS in vaje za prižaljc dejansko olajšata tudi zelo razne fizične napore. Poleg tega pa kreirate v telesu podobne učinke, kot je vadba, torej energijske tokove, podobne, kot nastajajo pri neki fizični aktivnosti. In res, če si želite karkoli, mislim tudi dejansko MTVSS spreminja, torej prepiše naše telo, če ga naredimo recimo 20krat zaporedoma, tako da je bližje našemu izvornemu temu načrtu telesa, torej tako kot je bila naše telo izvorno zasnovano. Skratka, najbolj dinamičen proces aksesov, proces, po katerem telesa najbolj povprašujejo, in ta delavnica prihaja v nedeljo, 7. oktobra, potem 14. oktobra, Access Bars delavnica, ki je zdaj obogatena še s 3 dodatnimi telesnimi procesi. To so 3 zložni sekvenčni sistemi, ki se lahko izvajajo skupaj z barsi in predvsem primerni za tiste, ki so doživeli kakršnekoli travme in delijo svoje življenje naprej in po tem dogodku. In to lahko rečem, da ni nikogar med nami, ki ne bi imel takšne ali drugačne travme v svojem življenju doživel. Tudi če za nekoga recimo, za nam se nekaj ne zdi travma, lahko je za nekoga tisto, kar se nam ne zdi popolna travma. In dejansko se ta proces lahko skupaj z barsi izvaja in omogočiti osebi, da začne svoje življenje kreirati onkraj te travme, ker običajno se ti ljudje skozi vračajo nazaj v to travmo in jo ponavljajo, od njej govorijo, kot da se je zgodilo včeraj. Potem imamo torej vaja za prižaljc, se tudi zdaj na bars delavnici obravnava, pa odhod z odra levo, to je pa za vse tiste, ki so že čisto v končnih fazah, živali ali pa ljudje, in jim pomaga ali ostati tukaj, ali pa to jim omogoče, da lažje zapustijo svoje telo. To vse se zdaj dela na bars delavnici in tudi tisti, ki ste mogoče že bili na bars delavnici, cena za ponavljanje je 120 € in si lahko privoščite za to ceno en cel dan negovanja, opuščanja stvari, tako da če mislite, da bars delavnice samo enkrat opravite, dajte si privoščiti, dajte si vprašati, kaj bo skreirali, če se še kdaj udeležite. Jaz sama pravzaprav res študiram, da bi se še ne kot jaz facilitator, ampak da bi šla na kako bars delavnico čistko, ne vem, kak dan, da si privoščim malo tudi v končni fazi sam prejemanje. Potem konec oktobra prihajajo pa temelji, totalno transformativen seminar, 4-dnevni, torej od 19. do 22. oktobra za moj rojstni dan, tako da to bo še posebej top, tako da vabljeni. Mislim, vse opise imamo na spletni strani, lahko si pogledate na spletni strani www.uresnicitsvojasanje.si na koledarčku, ampak to dejansko, to je treba izkusiti, kakšno spremembo v teh 4 dneh lahko prejmete. In to, kar jaz vidim pri ljudeh, ki upravijo temelje, kakšen nivo kreacije, kakšen nivo ekspanzije doživijo, to je prav, mislim, tako čarobno. Jaz nikoli si nisem sebi mislila, da bom govorila o čarobnosti, ampak to je res čarobno. Tako da, če razmišljate, če ste tako pač kako bi rekla, sedite na robu pa opazujete, kaj se dogaja, že zdaj je čas, da skočite in tudi vi prejmete to čarobnost in to spremembo. Tako da to prihaja v oktobru, zagotovo še kaj, zato ker oktober je vedno pri meni ploden, vedno veliko zraste, veliko plodov. Torej, imamo tudi zdaj poteka ta delavnica oziroma spletna srečanja Tvoja izbira kreira, kaj želiš izbrati. Če se želite, se lahko danes še pridružite. Danes je zadnji dan, potem pa zapiram prijave, ker je pa skupina toliko energijsko napreduje, da pač enostavno, mislim, tudi do tistih, ki se pridružijo kasneje, ni to prijazno, ker enostavno ne dohajajo potem skupine. Tako da danes je še zadnji dan, ob 9. imamo 4. srečanje.
Skratka, veliko stvari, kaj boste pa izbrali, je pa vaša izbira. Tisto, kar se vam zdi najbolj ekspanzivno, najbolj lahkotno, kar se vam zdi, da bo največji prispevek za vaše življenje. Drugače pa, pač kot že omenjeno, s temi 4 vprašanji, pomemben je, da nikoli ne greste v nek zaključek. Takoj, ko greste v nek zaključek, ko si nekaj odgovorite, v vaše zavedanje ne more priti nič drugega kot to, kar ste zaključili, kar ste si odgovorili. Medtem ko če ste pa v vprašanju, lahko posegate po takih zavedanjih, ki se vam niti sanjali se vam ni o tem, kaj lahko recimo se z vami dogaja. In še enkrat, ta vprašanja niso namenjena temu, da bi vi res iskali neke odgovore, čeprav včasih boste imeli tudi dobesedno, boste se zavedali nečesa. Torej, recimo, če se boste vprašali, kaj je to, boste se lahko dobesedno zavedali. Recimo, lahko da vam dam en primer, zdaj mislim, da to še nisem govorila o tem, recimo, ko sem jaz z Barsi začela leta 2014, najprej sem jaz začela z individualnimi tretmaji, potem sem se pa izbrala sem kasneje, da bom Bars facilitatorka, ker mi je bilo fantastično orodje in sem videla spremembe pri ljudeh neverjetne. In ko sem jaz izvajala tem mojim strankam Barse, sem pri velikih začela potem zraven kašljati. In predstavljajte si to, nekoga držiš za glavo, pa zraven kašljaš. In takrat sem imela še veliko tudi teh zanimivih pogledov. In se mi je zdelo to tako, mislim, kaj si ti ljudje zdaj mislijo, da zraven njihove glave kašljam, oni so se prišli tukaj nekaj spremeniti, nekaj sprostiti, zdaj pa tako, jaz sem pa nekaj bacile, Ampak dobro, nisem šla v nek zaključek, ampak sem šla v vprašanje, torej, kaj je to? Takrat sem že poznala ta vprašanja, kaj je to? In sem bila v tem vprašanju, mislim, da en cel teden. Ampak res, samo to sem se sprašala, kaj je to? Tudi če takrat sem vedela, da ne smem iti v nek zaključek, ne smem si nekaj odgovoriti. In kaj naenkrat me je preblisnalo, da jaz zaznavam entitete pri ljudeh, pri teh strankah, ki jih imajo, mislim, pri teh strankah, ki so prišle do mene. In potem, od tega trenutka naprej, če sem pri komu začela kašljati, sem se pač delala čistilni proces za entitete, torej pač v glavi, oziroma če sem vedela, da kjer že tako pač veže, zato sem tudi lahko na glas, In kaj se je zgodilo? Meni je to kašelj oziroma to žgečkanje v grlu me je pojenjalo, stranke so se pa tako po Barsih, tudi, mislim, poleg, da že sami Barsi ful sproščajo, se ful lahkotnejši, ful bolj sproščen, pač po tem samem tretmaju 1 uro in pol, so rekli, tudi nekaj se mi je zdelo, kot da je šlo nekaj stran od mene, entitete, Tako da ni nujno, da jih boste vi na tak način zaznavali, pa da jih sploh zaznavate, ampak vedno, to želim povedati, vedno pejte vprašanje, nikoli v zaključek, ker jaz kaj bi lahko takrat naredila? Lahko bi rekla, jaz tega več ne bom delala, to mi je ful zoprn, da zdaj kašljam tukaj zraven in kaj bi to ustvarili? Manj možnosti ali več možnosti za mene, pa za vas svet. Manj, In ker sem šla pa v vprašanje, je pa dobesedno to moje zavedanje kasneje ustvarilo tudi to, da sem šla še na izobraževanje o entitetah, da imam celo zdaj še celo storitev očiščenja entitet in tako naprej. In verjetno še kaj, se bo še kaj več iz tega prikazati. Torej, vedno pejte vprašanje, tudi v zvezi s svojim telesom. Če tiste vprašanje, ki smo jih prej že obravnavali, ki smo jih že v prejšnjih videih podelila, če ne deluje, pač pejte ta 4 vprašanja. In ni vrag, da se ne bo nekaj spremenilo, oziroma da boste dobili zavedanje, na kakšen način to svojo stvar spremeniti. Tako da malo je bilo vse skupaj dolgo, v 2 delih, ampak imam čas. Sem v Grčiji, kjer se poteka bolj počas, tako da en lep pozdravček vsem skupaj in se vidimo, slišimo spet verjetno prihodnji teden. Čau, pa.